osebnost je vse tisto, ne, kjer vi rečete, jaz to sem, jaz to nisem. Jaz sem rasto, to je del osebnosti. Jaz sem moški, to je del osebnosti. Jaz ne znam igrati nogometa, to je del osebnosti. Karkoli vi postavite v ta kontekst, jaz sem in jaz nisem, je del osebnosti. Ta zgodba, jaz sem in jaz nisem, je zgrajena in prepletena na eni strani prepričanja, to gradijo, na drugi strani ta stanja, jaz sem, jaz nisem, gradijo vaše prepričanje. Ampak osebnost je sestavljena še z eno bolj pomembne postavke. Ne? Zdaj, če si predstavljate, da je ta miza prazna, da ni gor knjig. Ne? Otrok, ko se rodi, ni čisto tako, ampak dovolj dobro, da bomo razumeli. Otrok, ko se rodi, mi ga damo v bager, ga pržgemo, tam je kup enih gumbov in stikal in tako dalje. In če vi pogledate, kaj počne otrok, to so taki nekoordinirani gibi, ker on tega ne obvlada še. On ne zna s tem upravljati, oči grejo, kdaj križem in podobne zadeve. Ne? Ta otrok ne misli, zato ker nima besed, da bi mislil. On občuti. Otrok ne misli, nima številk, nima besed, nima monologov, nima dialogov v glavi, nima ničesar od tega. Otrok je na začetku tako prazna miza. Potem pa mi tega otroka počasi začnemo učiti. Otrok na začetku deluje, kaj mu je prijetno in kaj mu je neprijetno. Ne? Potem pa kasneje, on začne spoznavati, da je to šalica, da je to mama, da je to tata, da je to kakav, da je to dobro za jesti, da to se ne poliva, da karkoli. A ne? In tako kot življenje teče, mi začnemo, bi rekel, te objekte vrednotiti. Mi damo vsakemu takemu objektu pomen. A ne? Zdaj recimo na akademiji smo imeli, nimamo take fajn mize, ampak imamo pa tam tisti kavč. A ne? Romanov kavč. Ja, Romanov kavč. Zdaj si predstavljate tako, ljudje mislijo, da so vse šalice enake. In da so za vse ljudi šalice enake. A ne? Da šalica je šalica. Da šalica je šalica, miza je miza, stol je stol, avto je avto, ne vem, veselje je veselje, žalost je žalost, nesreča je nesreča, jeza je jeza. Ne? Zdaj si pa predstavljate tako, da vas vežemo na tisti fotelj tam in vas mučimo 3, 4, 5 dni. Zaporedoma. Zdaj si pa predstavljate, da pridete sem, ko ni nobenega, pa pripeljate svojega ljubimca, imate tam tistem kavcu in tak super seks. Kakšen je vaš odnos, kakšno je vaše dojemanje tistega kavča? V enem ali pa v drugem. Ko vam bo nekdo pripeljal tisti kavč ali pa podoben kavč pred nos, kaj boste vi čutili, kaj bo oni čutil, ko so ga močili gor? Ali pa izrekel besedo kavč. Ali pa izrekel besedo kavč. Se pravi, vsaka stvar, ki pade potem na tisto našo mizo, ima subjektivni pomen in stvari, ki izgledajo zelo vsakdanje, imajo lahko zelo dramatične pomene za posameznika. Neverjetno dramatične. In mi verjamemo, vse je samo šalica, kaj delaš dramo. Zato, ker mi nimamo te izkušnje, mi njega ne razumemo. To je podobno kot na televiziji. Vi gledate film, tak lep, romantičen film in dva se imata ful rada in se poljubljata in tako dalje. A vi izkušate, kar izkušajo oni tam na tistem filmu? Odvisno od naše izkušnje. Natančno tako. Če imaš izkušnjo, lahko relataš, ampak a boste čutili to, kar čutijo oni? Vi boste lahko prenesli svojo izkušnjo. Kaj se zgodi, če vi celo življenje preživite pred televizijo? Kaj vi razumete ven iz tiste televizije, kar prihaja? Razumete problem mladih ljudi? Ne moreš živeti. On nima reference. On nima realne reference. On z realnim svetom nima izkušnje, nima realne reference. Njegov maksimum realne reference izkušnje je sedeti v neki sobi
v nekem, če bi ga recimo zaprli, pa ga samo tam vzgajali, pa ne bi videl sveta in tako dalje, bi živel skozi to. On nima izkušnje, nima stika s človekom, se ne more zaljubiti, ne more nič od tega prenesti. Za njega je to tako, približno, on bi razumel toliko, koliko lahko razume umetna inteligenca, kaj se dogaja na tem filmu. Lahko opiše, ampak zares ne dojame, nima te izkušnje. No, se tudi tekmo, ne štokholmski sindrom, karkoli, ki so bili zaprti, utrabljeni nekje, ne. Malega, on pride v svet. Tako. Adaptacijo. Seveda, zato ker on nima enostavno, pomembno je za nas, da razumemo, da mi imamo, mi smo tle skupina ljudi in če bi zdaj naredili table, naše table, osebnosti, a ne, čeprav zgledamo mi enaki, bi ugotovili, da so te table ful različne. In zdaj mi poskušamo komunicirati z istimi besedami za stvari, ki so izredno različne. In potem, ker nam ne gre v kontekst, ker nam ne gre v naše prepričanje, je seveda on idiot, on je čuten, tisti je za v bolnico, tale je itak napačne barve, a ne politično, ali pa napačne vere in ga treba, če ful verjamemo, imamo močno prepričanje, je treba onega kristjana ubiti, ali pa onega muslimana ubiti, ali pa karkoli. Ne? Ampak vse skupaj je zgrajeno na tej osebnosti. Zdaj, to ni pomembno toliko za ta del, pomembno je, da ko mi gradimo zdaj počasi to zgodbo, to osebno zgodbo na tej mizi, a ne, naredimo neko strukturo in na vrh te strukture damo nekaj, kar je za nas najbolj pomembno. Jaz sem dober, jaz sem pošten, karkoli. Nekaj damo na vrh, kar je za nas alfa in omega. Ali pa jaz nisem. Ali pa jaz nisem. Vseeno, ne? Ampak nekaj damo na vrh. Plus, mi so to zgodbo postrukturiramo, naredimo sisteme in tako dalje, različne metode, peljamo, kako to gre skupaj, kaj gre skupaj, kaj ne sme iti skupaj, kaj se dela, kaj se ne sme delati in tako naprej. Ne? In seveda je zastojno govoriti, da je vse to, bi rekel, zgrajeno in pogojeno tudi od socialnih razmer, ki mi živimo, ne? Ni nujno samo od kulturnih razmer, neke socialne okolja. Ne? Slovenija je drugačna, kot je na Afganistan, recimo. Ne? Ampak znotraj Slovenije imaš tako socialno okolje, imaš drugačno socialno okolje. In vse to vpliva in pogojuje človeka in če on sprejme te vplive in bolj, ko jim da veljavo, bolj ga to pogojuje. In naš osnovni problem je, da mi ne razumemo te različnosti. Mi jo niti ne razumemo, niti jo ne sprejemamo, niti ne vem kaj. Ne?